pred morom še zadnjo govornico, Gordano Šegeveš-Lipošek iz Pokrajinskega arhiva Maribor. Pokrajinski arhiv Maribor sicer ni pristopil k podpisu sporazuma, ampak so nam pa zelo veliko izdušno, nam je Gordana poslala vse svoje podatke že na računalniku in zdaj kar še enkrat zelo velika hvala in tudi Prekmurje mora poudariti ena boljših in bolj popolnih baz, ki jih imamo za te portali. In če se jo ste hoteli pogledati, je Gordana prinesla še ta izvod od knjige. Hvala. Jaz sem zelo vesela, da bo danes predstavljeno tukaj tudi Prekmurje. Namreč Prekmurje velikokrat oziroma prevečkrat ostane prezrto. To smo opazili tudi mi, ko smo se lotili tega projekta, oziroma nosilec projekta Prišel je glas. Prekmurci v vodi 1914-18 je Pomurski muzej Murska Sobota, ki se je leta 2014, tako kot mnogi drugi muzeji, lotil ene razstave. Seveda smo takoj tudi mi priskočili na pomoč, oziroma zelo dobro sodelujemo s Pomurskim muzejem. In takrat smo ugotovili, da je Prekmurje, oziroma virov o prekmurskih vojakov, da jih ni, oziroma da jih je zelo, zelo malo. Prvič je nastala razstava, leta 2016 pa je potem išla še ena publikacija z naslovom, oziroma pod naslovom Padli in pogrešani. Jaz se bom tudi danes, torej kot že mnogi pred mano, osredotočila na vire, da boste videli, odkot sem črpala podatke. Torej, Prišel je glas, naslov tega projekta je tak zaradi tega, ker je tedanji časopisi, prekmurski časopisi, to so novine, Mora vidjeti Žvidjeke in Ošolem v Hirodu, so torej pod tem naslovom glasi vsakodnevno oziroma tedensko objavljali novice iz fronte. Torej pogrešane, padle, ranjene vojake in zato smo se pač odločili tudi mi za ta naslov. Pred mano je en takšen seznam teh padlih naredil že magister Franc Kusmič, ki je pregledal dva soboška časopisa in izpisal iz teh časopisov torej padle in pogrešane vojake. Problem pri tem je bil ta, da so časopise navajali največkrat samo ime, priimek in pa kraj, odkoder je ta vojak izhajal, včasih tudi enoto, v kateri se je volil. In na tem seznamu, ki ga je imel Soboški muzej, je bilo malo več kot 800 vojakov. Ker sama prihajam iz arhiva, torej pri nas tudi v Pokrajinskem arhivu Maribor je kar nekaj virov, zato je bilo moje delo pač toliko lažje. Ko sem le imela kaj prostega časa, sem šla brskat po teh naših fondih. In en zelo dober fond oziroma vir so civilne matične knjige. Na območju Avstro-Ogrske jih je vodila samo Ogrska, torej mačarski del monarhije. Te so vodili od leta 1895 dalje. V ta namen so v Prekmurju bili ustanovljeni civilni matični okraji oziroma matična okrožja. Postavljen je bil matičar in išel je tudi poseben zakon. In vsak, torej ni bilo dovolj, da si šel, ko si dobil recimo otroka, da si ga šel vpisati v krstno matično knjigo v krstu, ampak so vsi ti podatki torej morali biti posredovani tudi na ta civilni matični urad. In v teh ohranjene so knjige skoraj za celotno Prekmurje in tukaj sem dobila podatke za približno 600 oseb. Naslednji izredno dober vir so pa oklicne zadeve, proglasitve in invalidske zadeve Okrožnega sodišča Maribor in Okrožnega sodišča Murska Sobota, kjer je bilo na novo vpisan, oziroma ki sem na novo našla še približno 700 oseb. Te oklicne zadeve so bile še vodene, recimo najstarejša leta 1940, ko so največkrat se je dogajalo, torej tako, da je vdova, pač če se je želela ponovno poročiti ali če so bila kakšna dedovanja, je morala seveda proglasiti svojega, oziroma je sodišče moralo proglasiti njenega moža za pogrešanega, za mrtvega in to so sodišča torej delala vse do leta 40.
In pa veliko je pa potem okrožno sodišče Murska Sobota, ima ohranjene tudi invalidske zadeve, medtem ko pri mariborskem sodišču te niso ohranjene in tam so torej, vdove zahtevale tudi invalidnino in med temi invalidskimi spisi je torej najdemo tudi veliko pogrešanih vojakov. Potem seveda potem že veliko krat danes omenjene Perlus liste, kjer je bilo najdeno spet 800, približno 800 imen. Torej, jaz sem vpisala vsak kraj v tisti iskalnik in potem izpisala zadetke. Težava je nastala, našla sem potem naknadno, čisto slučajno, še nekaj imen, kjer je bil kraj napačno vpisan. Torej, če so recimo Lendava se vodila pod Olšo Lendvo, in če je tipkarska napaka bila, potem te pač Olšo Lendvo, če samo ena črka bila narobe vpisana, natipkana, podatka nisi našel. In pa potem sedaj pregledujem mrtviške matične knjige posameznih polkov. Torej, iz teh podatkov je bilo razvidno, da je 70% teh prekmurcev, ki so na listi, padlo v 4 polkih. Največ v 48. in 83. cesarsko-kraljevem polku in pa 18. in 20. Honvetskem polku. Te matične knjige hrani Vojni arhiv v Budimpešti, so prosto dostopne, so poskenirane, tako da se išče, torej ne po sami knjigi, ampak torej v njihovi bazi. Tukaj recimo primer tega knjiga 20. mađarskega kraljevega polka in jaz sem do sedaj pregledala samo eno, in sicer 48. polka. Tudi tukaj se vidi, da ti podatki v teh mrtviških knjigah so zelo nepopolni. Konkretno v tej knjigi je bilo vpisanih približno 80 prekmurcev. Jaz jih imam iz 48. polka, jaz jih imam na seznamu več kot 300. Zanimivo je potem tudi to, očitno polk ni vodil redno te knjige, saj recimo, ne vem, september, oktober 1914, ko vemo, da so množično, da je polk bil že v Galiciji, je vpisanih le po 10, mogoče še včasih manj posameznih oziroma umrlih na mesec. Bolj popolni je gradivo od 83. polka, tudi ostali raziskovalci, ki so raziskovali, konkretno ta 83. polk, vedo povedati to, da so tematični listi, da so zelo popolni, našteti so torej, pri posameznikih vsi podatki, recimo seznami odlikovancev so tudi zanimivi. Recimo 83. polk je natančno navedel poleg imena tudi rojstvo, potem kraj rojstva, medtem recimo 48. polk pa navaja pri oblikovancih samo ime in priimek. Potem ti s tem pač imenom in priimkom si ne moreš nič pomagati. In pa nekaj informacij sem pa potem še dobila iz spomenikov, ki so postavljeni v Prekmurju, potem informacije posameznikov in pa arhivski fondi, ki se neposredno ne nanašajo na vojno. Recimo, konkretno takšen fond je velika občina Donja Lendava, kjer je ob prevzemu, ko so Mađari ponovno zasedli Prekmurje leta 1941, so seveda vzpostavili spet tedanjo upravo izpred leta 18 in so popisali vse padle žrtve, tako da so vdove lahko dobile potem dodatno pokojnino, tako da tam spet najdemo veliko podatkov. Sedaj pa še nekaj, recimo, na takšen primer so predstavljali v teh časopisih. Vidimo en primer, Deškravan Štefan, in pa potem v zborniku, ki sem vam ga prenesla, si lahko pač vzame, koga zanima, smo pa objavili tudi nekaj fotografij posameznikov, za katere smo imeli podatke, da so mrtvi, ampak smo potem ta podatek opremili še s fotografijo in pa z njegovim življenjepisom. Petra je na začetku povedala, kateri podatki so se zbirali tukaj na inštitutu. Jaz seveda tega nisem počela, ampak sem postala
te podatke, ki sem jih zbirala jaz, torej ime, priimek. Tudi v naši bazi so vpisane torej vse variante, v virih se pojavlja največkrat mađarska varianta, potem v Fernus listah nemška, mi smo zraven napisali seveda slovensko varianto. V redu pri Horvat Karlu je nekako razumljivo, ampak so pa taki primki, ki se potem mađarsko čudno vedo, oziroma potomci danes niti ne vedo, da se je tako pisal njihov primek. Potem letnica rojstva, tudi tam ni bila težava. Kraj rojstva, pri večini vojakov je naveden kraj ali matično okrožje, v katerem je potem vojaška enota. Jaz sem se odločila, da bom pisala vojaško enoto v obeh jezikih, ravno zaradi tega, da bo, če bo kdo želel raziskovati svojega potomca oziroma prednika, da bo lahko potem v mađarskem arhivu povedal točno, kako se je ta enota imenovala v mađarščini. Potem rang v vojski in poklic dejavnost doma, recimo črnovojnik, čevljar. Potem še ena rubrika je pomembna, datum smrti, zadnje vesti, pogrešanje, padca v ujetništvu ali ranjenosti. Veliko takih podatkov namreč najdemo prav v teh sodnih spisih, ki sem jih prej omenjala, ko je recimo vdova, če želela, da se njen mož razglasi za mrtvega, je seveda morala na sodišče pripeljati tudi priče in potem so te priče pričale, da je padel v ujetništvo tega in tega dneva, ali je vdova povedala, da je dobila zadnje pismo od njega, ne vem, recimo oktobra 1914 in to sem jaz vse pri datumih posebej označila. Potem vzrok smrti je tudi recimo pri polovici je naveden vzrok smrti in pa kraj smrti. Kraje na sodnem bojišču je bilo zelo težko identificirati, pri zelo velikih primerov je bilo, ko se je sploh ni dalo identificirati, potem le nekako iz samega kraja, oziroma naziva lahko sklepal, da je bilo to nekje na vzhodni fronti. In pa potem vir. Zanimivo je, da so pri nekaterih vojakih, da sem nekatere vojake našla v kar 4 ali 5 virih. Bil je v časopisu, potem bil je vpisan v mrdiško matično knjigo, bil je v mrdiški knjigi Polka, tudi vdova ga je še kasneje razglasila. Nekaj vojakov pa je tudi takšnih, kateri niso v nobenem viru in sem dobila informacije od posameznikov, ko so izvedeli, da nastaja ta seznam in so potem prišli v arhiv ali so poklicali po telefonu in so povedali, da je tudi pač njihov dedek se ni vrnil iz fronte, ampak da sigurno vedo, da je padel. No, na podlagi teh seznamov smo potem izdelali tudi en zemljevid, ki je razdeljen na matična okrožja, tedanja z leta, torej v času Prve svetovne vojne. In procentualno je potem to razdeljeno tako, da so s temnejšo barvo so označena okrožja, v katerih je padlo nad 4% takratnega prebivalstva. Recimo izstopajo prav ta okrožja torej v okolici Murske Sobote, potem Otvarjevci tudi. Zdaj, kakšne raziskave, natančnejše pa seveda jaz nisem delala, kaj je bilo potem posledica tega in tudi zakaj je iz teh okrožij padlo toliko vojakov. No, en izmed vzrokov je tudi sigurno ta, da je torej to Goričke in pa ta okolica Murske Sobote, da so bili tu vojaki poklicani v 83. polk, ki je na začetku imel ogromne izgube. No in če še to malo še statistično pogledamo, ti podatki so bili objavljeni procentualni lani v eni publikaciji, ki jo je izdal Mađarski statistični urad. Torej, procent pogrešanih v kraljevini Ogrske je 3,14, procent padlih pogrešanih prehodcev pa 3,33%. Imena pri meni, jaz lahko rečem, da se ne ponavljajo, oziroma da sem jaz res pregledala vsako ime, ki se je pojavilo dvakrat in sem potem šla gledati v vir, iskati podatke, kdo so bili starši, kje so živeli, rojstne podatke, da sem potem res izločila oziroma združila podatke, kjer so se pojavljala dva vojaka z istim imenom.
Pa še nekaj zanimivosti za konec. Naprimer, med padlimi je bil tudi en znan prekmurski arhitekt. Kdo ve, kaj bi še lahko ustvaril v Prekmurju, če ne bi padel. To je Tokač Laszlo, star je bil 36 let. Med drugim je recimo sodeloval tudi pri gradnji madžarskega parlamenta. Potem dva grofa od grada iz Gornje Lendave. Oba sta se borila v posebnem husarskem polku in pa ena taka žalostna zgodba treh bratov Gönc iz Mostja. Vsi trije, mama je izgubila torej vse tri sinove, ki so bili stari ob smrti 33, 24 in 21 let. Najlepša hvala vsem govorcem. Ima vprašanje? Aha, izvolite. Najprej lepo zdravi Kopra z Komunističnega društva Istrija. To, kar ste vi naredili za Slovenijo, v bistvu mi naredili za Istro, da bomo mi bi obliki. Oglašam se pa zaradi Kopra, namreč, ko smo gledali tiste prve grafikone, smo opazili zelo nizko vrednost koprskih žrtev. Ampak to je le na videz, kaj se dogaja. Kopr vsebuje v bistvu 3 mesta, Kopr je Izola Piran. To so 2 mesta, ki so bila naseljena večino italijanskih prebivalcev. To italijansko mladeniče, italijansko nacionalno zaveznico v Čovničkih na desna ali z Jadranjacami bežali čez na drugo stran, se prijavljali v italijansko vojsko in umirali na soški fronti. Vendar na drugi strani, to bo treba za realno koprske žrtve pogleda še italijanske vire. To zagotovo. Tudi za Koper so podatki večinoma samo iz Perust-list. Tako da že teh verjetno manjka. To je tako nizko vredno. Seveda, ne? Tudi to, kar je že kolega Miha omenil, tam, ko imamo slabše baze, seveda je logično, so to manjši odstotki. Ne? Tako da tega ne vzeti 100%. To je analiza podatkov, ki jih imamo danes. Na današnji dan je stanje žrtev tako. Upajmo, da se bo čez roku let, da se bo to pač bomo lahko govorili z natančnostjo za vsako kraj, za vsako leto žrtev in tako naprej. Ja, lahko jaz vprašam. Seveda. Ali nastaja tudi kakšen seznam civilnih žrtev? Ne. Ne. Tako, za bazo druge svetovne vojne imamo tako podatke žrtev civilne in vojaške, tukaj pa smo se namenoma odločili, da zaenkrat pridelamo samo vojaške. Mogoče pa zdaj v prihodnosti pridemo še za civilnih. Ok. Hvala. Ok, dobrih 5 minut odmora, potem pa nadaljujemo.